Dragi ljubitelji pravljic, danes bomo prebrali zgodbo, ki jo je napisala Lucija Čakš, nosi pa naslov Križ s podstrešja. Nuša se je, po pravici povedano, na obisku pri babici že zelo dolgočasila. V babičini hiši je bilo vse tako odraslo in pospravljeno, ničesar se ni smela dotikati. Za igro je imela samo eno punčko, medtem ko se odrasli pogovarjajo in pogovarjajo. Juš in Matevž pa v sadovnjaku plezata po drevesih. Tudi jaz si bom priredila pustolovščino, je sklenila, vrgla punčko na stol in odšla raziskovat. Odrasli so bili preveč zatopljeni v pogovor, da bi kaj opazili. Na podstrehi ni bila še nikoli. Strašile so jo strme stopnice in težka škripajoča vrata. A danes je bil dolgčas močnejši od strahu. Saj zmorem, saj sem že velika, si je prigovarjala. Počasi je odškrtnila težka vrata, da bi čim manj škripala. Zgoraj jo je pričakala s prahom obložena tišina, ki pa ni bila strašljiva ali zlovešča, temveč nekako spokojna. Med strešniki si je pot v sobo utrl sončni žarek, v njegovi svetlobi pa se je vrtinčil prah. Nuša je obstala in zamaknjeno gledala v snop svetlobe. Nato pa se je spomnila, da mora raziskati podstrešje. Škatla, polna starih, porumenelih časopisov, z rjuho prekrit fotelj in gajbica praznih kozarcev za vlaganje so bila slaba odkritja. Skoraj bi že odšla, ko je nekaj končno pritegnilo njeno pozornost. V kotu se je nekaj zabliskalo. Na starem, umetelno izrezljanem lesenem križu je visel zlat Jezus. Tudi pri Nuši doma so imeli nekaj križev, a noben ni bil niti pol tako lep. Tale križ bom kar vzela, si je rekla. Če je na podstrehi, ga babica gotovo ne potrebuje. Slaba vest ji kljub vsemu ni dala, da bi ga odnesla skrivaj. Babi, tole sem našla na podstrehi, je zažgolela z najbolj sladkim glasom, kar jih je premogla. Izza hrbta je potegnila križ, dodala čudovit nasmešek in vprašala: A mi ga daš? Mama se je sicer pozanimala, kaj je brez dovoljenja in sama delala na podstrešju, a babica je bila navdušena nad Nušino najdbo in tako se je deklica izognila zasliševanju. Oh, ta križ, vedno je stal na nočni omarici tvoje prababice, je razlagala babica, medtem ko je od nezdano kod potegnila vlažno krpo in ga skrbno obrisala. Vsako jutro in vsak večer je pokleknila ob njem in zmolila. Potem si je dolge lase počesala in spletla v kito. Ko sem bila tvojih let, sem sedela ob njej na posteli, občudovala križ in njo. Ko sem se poročila, sva ga z možem, tvojim dedkom, dobila za darilo. Zakaj si ga potem dala na podstreho? Se je začudila Nuša. Babica je skomignila. Včasih je stal v Bogkovem kotu. Mislim, da smo ga enkrat po beljenju pozabili postaviti nazaj. A ga potem lahko daš meni, prosim, je Nuša goreče prosila. Bom tudi jaz vsako jutro in vsak večer molila ob njem. Babica se je nasmejala in ji ga previdno izročila. Doma je Nuša z nočne omarice umaknila špange, plastičnega ponija, knjigo, kup pobarvank in polomljenih barvic. V kuhinjskem predalu je poiskala čipkast prtiček in nam postavila prababičin križ. Hotela je dodati še svečko, a ji mama ni dovolila, da bi se v sobi sama igrala z ognjem. Nuša je že velikokrat slišala, da je podobna svoji prababici. Da bi jo posnemala, je, tako kot je obljubila, vsako jutro in vsak večer pokleknila pred Jezusa in molila. Zjutraj ga je prosila za lep dan, zvečer pa mu je pripovedovala o vsem, kar je doživela. Nekega večera je v njeno sobo vdrl juž
se v zadregi popraskal za ušesom, nato pa izpljunil. A si lahko malo sposodim Jezusa? Rad bi mu povedal, kako carski gol sem dal pri športu. Nuša je pristala pod pogojem, da ji ga čez 5 minut vrne. Jezus na križu se je sam pri sebi prav zadovoljno smehljal. Moral si je priznati, da že dolgo ni imel tako prijetne družbe.